Košarkar najbolj je film, ki je nastal na osnovi fantazijskega sveta Primoža Suhadolčana. To je film za otroke, delali smo ga kot otroci in upam, da ga boste tudi vi gledali kot otroci. Ksana v staroindijskem jeziku sanskritu pomeni trenutek. Nekaj, kar bi se ljudje morali zavedati in živeti v njem. Vendar vse preveč živimo ali bodisi v sanjah prihodnosti ali sabo vlečemo prtljago z preteklosti. In to je nekaj, kar determinira tudi glavna junaka mojega filma, ki se nista naučila še živeti trenutka življenja tukaj in zdaj. In nekako skozi vodilo tega filma gremo proti zavedanju tega. Živeti v trenutku. Film Stekle lisice je še en prispevek k slovenski podivjani tranziciji. Pravzaprav gre za film o gozdu. Glavni junak Lovro Malkovič je zaljubljen v svoj gozd. Gozd je del njegove družinske tradicije in gozd je tudi njegova eksistenca. Ko mu lokalni tajkun prevzame gozd in začne sekati v njem, Johnu Malkoviču ne preostane nič drugega, kot da vzame puško v roko in obračuna s vsiljivci. Če bi hotel Stekle lisice žanrsko predeliti, bi rekel, da gre za western. Pravzaprav je to prvi pohorski western. Imel sem veliko srečo oziroma privilegij, da so me ljudje, sprva neznanci, sprejeli medse, tako da sem postal del njihove družine in ta film je v bistvu zgodba o njih. Film prikazuje proces nastajanja gledališke predstave Boris Milena Ratko. Tekst za predstavo je Dušan Jovanovič napisal prav posebej za 3 znane slovenske igralce, za Borisa Cavaco, Mileno Zupančič in Ratka Poliča. Ker sama zgodba tega besedila zelo spominja na en resničen dogodek, ki se je med temi istimi ljudmi zgodil pred več kot 40 leti, se film na nek način ukvarja s tem razmerjem med intimnim in javnim, s tem odnosom med resničnostjo in fikcijo in z razmerjem, na kak način smo svoje osebne izkušnje sposobni prepletati v zgodbe, ki jih pripovedujemo. Slovenci smo pregovorno pridni, marljivi, premišljeni, poslušni. No, Šarlatan Magnifik ta stereotip v vseh pogledih ruši. Lenoba in velike ambicije. To je recept za uspeh. Tako pravi Rambo Amadeus ob Magnifikovi zavidljivi glasbeni karieri, Magnifiko pa dodaja, da je res pravi šarlatan. Neizmerno smo uživali ob nastajanju tega filma, ki nas z nalezljivo muziko in spontanim humorjem nostalgično vrača tudi v čas, v katerem smo nekdaj živeli in rasli z vrednotami, ki bi bilo lepo, če bi jih znali živeti tudi danes. Titov Veles, Titova Mitrovica, Titograd, Titovo Užice, Titov Vrbas, Titov Drvar, Titova Korenica, Titovo Velenje. Sodobna, solidarna, svobodomiselna. Bila so Titova mesta. Privid je film o svetu, kjer ni nič tako, kot se zdi na prvi pogled. To je film o čustvih, ki so močna. To je film o ljubezni, o strasti, o sovraštvu. To je film o bolečini in strahu, o neizmernem strahu. Že kot majhen mulj sem zahajal na Kodeljevo, na bazen, jasno, kjer sem prvič slišal tudi za enega nenavadnega strička, ki je bil v Ljubljano pred 100 leti pripeljal prvi avto. Leta 2008 je bila v Slovenskem etnografskem muzeju razstava o Ronu Antonu Kodelju, kjer je postalo jasno, da je ta smešni striček pravzaprav naredil veliko več, izumuje cel kup nekih fascinantnih stvari, med drugim okroglo televizijo, povezal je Evropo pa Afriko z radiotelegrafsko tehnologijo in produciral prvi igrani film v Afriki. Bolj sem ga spoznaval, bolj sem mu prihajal na sled, bolj mi je postalo jasno, da je njegov življenje ena razburljiva pustolovščina, kjer je bil vedno na lovu za naslednjim izumom in pa do konca življenja tudi za svojo veliko ljubeznijo. Na režijo Anine provizije me najbolj veže dobra ansambelska igra v filmu. Režiser in igralci, profesionalci in naturščiki smo delovali mušketirsko. Vsi za enega, eden za vse. Če boste spremljali zaključno prireditev tega festivala, bo skoraj sočasno naš film predvajan v tekmovalnem programu. Zato ga morda lahko vidite kasneje, na primer na Vojo. Le nagrade občinstva tam ne podeljujejo.
Film Slovenija, Avstralija in jutri ves svet je pripoved o delavski družini, o družini, ki skuša svoj socialni status in svoje finančno stanje izboljšati. Tole upanje jim ponudi ena firma, ki se ukvarja z mrežnim marketingom, ampak sreča seveda ni tako lahko dosegljiva, kot se zdi na prvi pogled. Hkrati je pa to tudi zgodba o generaciji srednjih let, o nekem polčasu, ki nastopi v življenju, o neki polovici, o nekem trenutku, kjer se vsak posameznik v tej neki krizi srednjih let lahko vpraša, ali je to v življenju, ali lahko svoje življenje in uspeh v življenju na novo definiram, ali je za vse to že prepozno. Tako da film Slovenija, Avstralija ponuja vprašanja na to temo, pa tudi nekaj odgovorov na to temo. Ivan je hitra, dinamična, včasih tudi brutalna, včasih tudi akcijska drama, psihološka drama v bistvu. O mladi punci, ki rodi svojega otroka Ivana. Predvsem pa to film o nekem mentalnem prerezu, pa tudi socialnem prerezu družbe, v kateri zdaj v tem trenutku živimo. Vzgib za film Družinica se je porodil pred približno 5 leti. Takrat sem 2 leti zaporedoma delal z otroci iz socialno ogroženih družin na povabilo Zveze prijateljev mladine Moste, Ljubljana. In sicer smo bili v Kranjski Gori in vodil sem delavnice, filmske delavnice. In takrat sem tudi bolj spoznal te otroke in njihova ozadja, njihove družine, njihove situacije. In takrat so me te stvari precej pretresle. Hkrati sem pa tudi sam bil v tistem obdobju v precej kritični finančni situaciji, za katero sem sicer bil sam kriv. Tako da se je včasih zgodilo, da nisem vedel, kako bi drug dan poskrbel za sebe in za svoje. In tako da je ta film tudi na nek način zelo oseben film. Snemanje na Grenlandiji predstavlja res neverjeten izziv v teh težkih razmerah. In naše snemanje je potekalo večinoma v vasicah, ki so dostopne sam s helikopterjem, zelo remote vasice. In enkrat se nam je pokvaril helikopter in dejansko nismo mogli nazaj in smo obtičali tam 10 dni in na koncu nam je obstala edina možnost, da gremo nazaj s pasjo vprego, ker smo porabili pa 3 dni namesto 20 minut s helikopterjem. Tako da je v bistvu res težka situacija snemati na tak način. Moram pa reči, da je projekt, sem zelo zadovoljen na koncu, glede na neprijetno situacijo, ker nam je sred projekta umrl režiser. Mislim, da smo film pripeljali v njegovi najboljši viziji, kar smo jo lahko, in zmeraj rečem, da je pač ta film smo naredili kot ekipa, ne samo kot jaz, režiser. Film Rudar je posnet po resnični življenjski zgodbi Mehmedalije Alića, rudarja, ki je odkril grobišče v Hudi jami. V središču zgodbe je Alija, preprost človek, rudar, ki bi najraje peljal otroke na počitnice, namesto tega pa se je primoran soočiti s kolektivno zgodovinsko travmo. Alija se pogumno odloči pogledati resnici v oči in s tem tvega čisto vse. Družino, prijatelje, službo, celo lastno življenje. V bistvu je to film o tem, kako je ohraniti človečnost, ne glede na okoliščine, ena od naših najbolj osnovnih človeških potreb. Vsak od nas ima skrivnosti, ki jih noče deliti z drugimi in jih hoče zadržati zase. In jaz mislim, da ravno te stvari nas delajo bolj to, kar resnično smo, kot pa tiste stvari, ki jih hočemo govoriti. In film je kolaž 20 prelomnih trenutkov iz življenja, 20 protagonistov, stvari, ki so jih zadržali zase, v 17 jezikih, 2 uri in 4 minute.